Sveti Dominik Savijo, zavetnik prvoobhajencev, ministrantov, pevcev in vseh otrok, ki radi sodelujejo v cerkvi, pa tudi tistih, ki so po krivici obtoženi. Očka, še ne greš domov? Pozdravljen, Dominik, pridem, še malo, pa bom končal. Vesel je bil očka Savijo, ko je sleherni večer ob sončnem zahodu zagledal na vratih delavnice svojega malega Dominika. Takrat je z veseljem odložil orodje in težko železo. Si bil danes priden? Mama je oprala veliko perila, potem ga je nesla na sonce in sem ji pomagal. Priden. Potem mi je mama rekla, naj prosim Jezusa zate, da ne bi nikdar zbolel. Hvala ti, dragi moj sinko. Mama, sva že doma. Pridita, večerja je pripravljena. Topla mineštra dobro dene, ampak najprej molimo. Gospod, blagoslovi nas in te darove, ki jih bomo po tvoji dobroti prejeli. Amen. Očka Karlo ter mama Brigita sta bila hvaležna Bogu ne le za vsakdanji kruh, ampak tudi za tega čudovitega dečka, ki je bil sonce njunega življenja. Dominik Savijo je kakor cvetlica na polju odraščal pod ljubečim pogledom stvarnika, katerega je vsak dan bolj spoznaval in ljubil. Očka mu je govoril o božji dobroti, ko so se polja odela z žitom in trte z grozdjem. Mama in očka se ne spominjata, da Dominik kdaj ne bi hotel ubogati. Razen enkrat. Miza je pripravljena, sedite. Hvala, prav zares sem že pošteno lačen. Kako lepo diši, odlična mineštra. In ti, Dominik, ne boš jedel? Ne, hvala, ni mi za jed. Fant, pa kaj ti je danes? Jej! Ne, očka, prosim. Ko je gost odšel, oprosti mi, očka, toda ta gospod se ni niti pokrižal pred jedjo in jaz se ne počutim dobro za mizo z nekom, ki je kakor živali. Kaplan v Murjaldu je dobro poznal malega sina kovaškega mojstra Savija. Vsako nedeljo sem ga videl v cerkvi. Poleg očka je spremljal mašo in pozorno poslušal moje pridige. Potem je večkrat tudi med tednom sam prišel k prvi jutranji maši, čeprav je imel komaj 5 let. Si ti, Dominik, kaj delaš v tem slabem vremenu? Čakam, da se začne sveta maša. V tem mrazu, vstopi, le vstopi. Bova danes skupaj pripravila oltar. Pridi. Postala sva dobra prijatelja. Pozorno je sledil besedam evharistične molitve in dan za dnem odgovarjal v vedno čistejši latinščini. Nosil je misal, razgrinjal korporal, zvonil zvončkom in ne le enkrat, o tem sem prepričan, je prav gotovo sanjal. Kdo ve, če bom tudi jaz enkrat lahko bral te besede in z njimi priklical Jezusa na oltar. 7-letni Dominik si je neizmerno želel prejeti Jezusa v sveti hostiji, a za prvo obhajilo je bilo tedaj potrebno imeti vsaj 11 ali 12 let. Vendar to je bil izreden deček. Premišljeval sem in se na to odločil. Poslušaj, Dominik, rad bi ti nekaj podaril.
Za veliko noč pojdeš v župnijo Castelnuovo. Tam boš lahko pristopil k tvojemu prvemu svetemu obhajilu. Si vesel? Zelo, hvala. Takoj tečem povedat mami in očku. Mama, jutri pojdem k prvemu svetemu obhajilu. Odpusti mi vse žalitve, s katerimi sem te prizadel. Od jutri naprej bom bolj priden, ti obljubim. Bodi miren, Dominik, vse je odpuščeno. Prosi Gospoda le za to, da ostaneš dober. In moli tudi zame in za očka. Velikonočna nedelja 1849. Zvonovi so prepevali praznično hvalnico, kakor bi si od hriba do hriba podajali veselo novico. Kristus je vstal. Dominik je bil zazrt v belo hostijo, zazrt v stalega Kristusa, zazrt v tabernakelj. Za nič drugega se ni menil. Zdelo se je, kakor da ni več kovačev sin. Bil je kot pravi angel. Tisti večer je z odločno voljo malega junaka zapisal na list svoje sklepe. Pogosto bom hodil k spovedi in obhajilu. Moja prijatelja bosta Jezus in Marija. Rajši umreti, kakor grešiti. Nato je življenje mirno teklo dalje do konca osnovne šole, ki je trajala 2 leti. Ker v Morialdu ni bilo drugih šol, je Dominik nadaljeval šolanje v Castelnuovu. Zato pa je moral vsak dan tja in nazaj prepešačiti 20 kilometrov. Kdo je ta fant, ki vsak dan hodi tako sam? Sin kovača Savija hodi v šolo v Castelnuovo. V šolo? Mar tista v Morialdu ni dovolj? Kaj pa bi rad postal? Pravijo, da bo duhovnik. Ej, mali, te ni strah hoditi tako sam? Saj nisem sam, angel varuh me spremlja. Bilo je ravno na poti iz šole, ko je Dominik naletel na veselo druščino. Danes pa le pojdi z nami, Dominik. Kam? Plavat? Domov se mi mudi. V kopanju nam ne bo več tako vroče in bomo lažje hodili. Dominik se je pustil pregovoriti, a ta osvežitev mu ni bila v veselje in je kmalu zapustil druščino. Zvečer je vse povedal mami, ona pa mu je rekla, naj se nikdar več ne ustavlja na poti, ker vse povsod preži veliko nevarnosti za telo in dušo. Po tej bridki izkušnji je Dominik odločno in odkrito zavrnil ponovno povabilo vrstnikov. Tudi v šoli se je Dominik znašel med malopridnimi sošolci. Nekega jutra, ko učitelja še ni bilo v razredu, sta dva nepridiprava nekaj šepetala med sabo, zatem pa izginila skozi vrata. Kmalu sta se vrnila z naročjem snežnih kep, ki sta jih naložila v peč. Kdo je to naredil? Povejte, kdo je to storil? Krivca sta se v strahu spogledala. Tokrat nobeden ne bo ušel izključitvi. On je bil, Savijo. Savijo? Prav ti. Tega ne bi nikoli pričakoval. Še dobro, da je to prvič, sicer bi letel iz šole. Zdaj pa klečat v kot.
Toda resnica je kmalu prišla na dan. Otrok Božji, zakaj mi nisi takoj povedal? Ker sem vedel, gospod učitelj, da jih boste gotovo izključili iz šole, če vam povem. Zase pa sem upal, da mi boste oprostili. In mislil sem tudi na Jezusa, ki je bil po krivem obsojen.